Ali je v prihodnje možno pričakovati optimizacijo sistema črpanja evropskih sredstev? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Na učinkovitost kohezijske politike in absorpcijsko sposobnost držav članic zelo vplivajo mehanizmi izvajanja, ki pa so pogosto kompleksni in prezapleteni. Za povečanje učinkovitosti sistema kohezijske politike so zato ključne upravne poenostavitve, ki jih je Evropska komisija predlagala leta 2018 na osnovi vrednotenj in javnega posvetovanja z deležniki. Izkušnje kažejo, da so pravila preveč zapletena, kar povzroča nepotrebno breme za upravitelje programov in končne upravičence. Na kompleksnost zakonodaje in s tem sistema zelo vpliva tudi birokratska politika znotraj Evropske komisije, ki pa jo države članice žal pogosto še bolj zapletejo. Nekatere študije s področja kohezijske politike ugotavljajo, da se nepravilnosti v kohezijski politiki pojavljajo zaradi vse večjega pojava goljufij, ampak so zlasti posledica preveč zapletenega in nerazumljivega sklopa pravil. Da so se stroški vodenja kohezijske politike tako povečali, da bi vsako znižanje upravnega bremena za odstotno točko prihranilo približno 4 milijarde evrov. Da se zdijo časovni zamiki, ki so povezani s črpanjem sredstev kohezijske politike, nezdružljivi z zahtevanim reakcijskim časom zasebnega sektorja v globaliziranem svetu. Nenazadnje je sedanji sistem nadzora skoraj izključno osredotočen na zakonitost in pravilnost ter je zanemaril, v kolikšni meri nadzor prispeva k zastavljenim ciljem in v kolikšni meri je stroškovno učinkovit. Na področju črpanja evropskih sredstev bi si zato v prihodnje za začetek želeli vsaj letne načrte javnih razpisov. V tem trenutku v večini ministrstev ni natančnega letnega ali večletnega načrta razpisovanja sredstev in zato tudi ne informacij, kateri razpisi in kdaj bodo pripravljeni in objavljeni. Informacije o razpisovanju sredstev pogosto niso razumljive in niso dostopne vsem. Obstaja torej problem transparentnosti in integritete. Roki za prijavo projektov so velikokrat prekratki. Trenutno je večinsko uveljavljena slaba praksa, da ministrstva nenapovedano objavljajo javne razpise, prijavitelji projektov pa imajo izjemno malo časa za pripravo in prijavo projektov. Na ta način, brez pravočasnih informacij, ni možno pripraviti kakovostnih projektov in delovati transparentno. Pravilno bi bilo, da bi ministrstva in druge javne institucije v novembru ali decembru tekočega leta objavili načrt javnih razpisov vsaj za naslednje leto, z jasno definiranimi vsebinami in roki za prijavo projektov. Deloma na tak način deluje, žal, le gospodarsko ministrstvo. Nadalje je nujna digitalizacija poslovanja na vseh področjih. Na področju črpanja evropskih sredstev bi morali biti za zgled centralizirani programi Evropske komisije, ki so veliko bolj enostavni, učinkoviti in transparentni. Potrebno je tudi ažurno delo na evropskih projektih. Ministrstvo za zdravje je na novinarski konferenci v začetku avgusta predstavilo nizko realizacijo na nekaterih nujno potrebnih projektih v zdravstvu. Zaradi odmikanja realizacije zakona o dolgotrajni oskrbi se bodo pojavile zamude pri projektih na področju socialnega varstva, tudi pri gradnji domov za starejše. A si to res lahko privoščimo? Nenazadnje, nujne so strokovne razprave o razvojni politiki. V te naj se glede na zaostrene razmere vključijo zlasti ugledni ekonomisti, gospodarstveniki in strokovnjaki z drugih področjih in ne le posamezni predstavniki najbolj glasnih, podprtih in vidnih nevladnih organizacij. Nad tem, da bomo v Sloveniji naredili široko poenoten nabor nacionalnih razvojnih projektov, pa smo pravzaprav že obupali. Sosedom Hrvatom gre pri tem bistveno bolje. Njim ni problem investirati več kot 500 milijonov evrov v nacionalni projekt na skrajnem jugu Hrvaške. Pri nas se žal zdi, da je vse, kar je nacionalnega, še vedno le v centru Ljubljane.
Denar naj se porablja pravilno, transparentno in za stvari, ki so nujno potrebne in ustvarjajo dodano vrednost. V preteklosti se je recimo z denarjem socialnega sklada financiralo tudi številne aktivnosti, ki niso nujne ali upravičene. Na primer, od plač redno zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje in centrih za socialno delo do team buildingov za zaposlene v javnih podjetjih, ki si lahko te aktivnosti resnično plačajo sami. To je vsekakor praksa, ki si je v prihodnje ne želimo več, saj je denar davkoplačevalcev vse bolj dragocen in zahteva skrbno ravnanje.